Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Smo v času duhovne priprave na največji praznik krščanstva, Veliko noč, spomin na Jezusovo vstajanje od mrtvih. Dobro pripravljene stvari običajno tudi dobro uspejo. Nov liturgični čas v cerkvenem letu, sveti postni čas, je velika priložnost za vse kristjane, pa tudi za vse druge ljudi dobre volje in odprtega srca, ki si želijo napredovanja v osebnem duhovnem življenju, ki želijo napredovati v spoznanju in okušanju resnične ljubezni. Prav zato vas sedaj prijazno vabimo, da spremljate tudi nadaljevanje pogovora z našo zanimivo gostjo, sestro doktorico Snežno Večko, Uršulinko, predavateljico Svetega pisma na Teološki fakulteti v Mariboru. Sestra Snežna, dobrodošli v našem studiu. Dober dan. Post ni samem v sebi namen, ampak je le sredstvo, kaj ne? Vsi ljudje imamo slaba, grešna nagnjenja. Kako ravnati, da bi lahko opravili z njimi? Zopet moramo začeti pri našem izvoru, pri Bogu. Ker če bomo začeli pri premagovanju naših grešnih nagnjenj, ne da bi imeli svojih oči uprtih v Boga, ki je naš stvarnik in odrešenik, potem bomo verjetno omagali na poti, ker grešna nagnjenja so pač močna. Če se je kdo ravnal že ne vem koliko časa po neki slabi navadi, je zapisana v njegov kodeks, v njegove celice, je zapisana, skratka, ne vem, če se izražim računalniško, je not na njegovem disku, kakorkoli bi to rekli, je ne more kar tako zdaj iztrgati, to ne gre. Potrebno je res sistematično odpravljanje tega, ampak spet človek mora imeti, najprej mora stopiti v odnos, ker zaradi odnosov v bistvu grešimo in zaidemo na kriva pota, na perverzna pota in podobne stvari nezaslišane. Vstopiti v odnos s sočlovekom. Torej odnos je zaradi napačnega odnosa s sočlovekom zaidemo in pa seveda najprej zaradi napačnega odnosa s seboj in v globali z Bogom. Torej je potrebno najprej se truditi, izkopati iz svojih globin iskrico vere in zaupanja v Boga, ki je ljubezen, v Boga, ki me čaka, ki me želi odrešiti mojih grešnih nagnjenj, ker to niso zdaj samo neka nagnjenja, nad katerimi bi se škandalizirali, jih obsojali. To so okovi, ki me držijo v sponah, da ne morem živeti, da ne morem dihati, da sem hroma, slepa, gluha. Skratka, grešna nagnjenja me usužnjujejo, da ne živim. In Bog me pa čaka in bi me rad iz tega rešil. In če v sebi zmorem prebuditi izpod pepela, ugaslo žerjavico, eno iskrico, jo bo Bog že pomagal mi razpihati najprej v žerjavico in potem majhen plamenček. In tisti plamenček ljubezni mi bo pa vrnil, mi bo pa ogrel moje mrzle ude, moje mrzlo srce, da bom zmogel začeti polagoma odpravljati svoje grešna nagnjenja, ki so pač zapisana torej v moje celice, so povezana s kemičnimi procesi in že tako globoko zakodirana, da je potrebna res temeljita operacija, ki jo lahko izvede samo Bog. Jaz mu moram zaupati in svoje strani kot pacient sodelovati. Po vseh zmožnostih torej se lotiti mojega zdravljenja, moje ranjene in bolne duše. Kakšen je proces, seveda, pač to zdaj ne moremo razlagati, za vsak prestopek, za vsako zablodo drugačen, drugače za alkoholika, drugače za narkomana, drugače za nekoga, ki je nasilen, pretepa otroke, družino, za nekoga, ki je recimo spolni ta odvisnik, je zopet druga pot. Recimo prav konkretno, spolni odvisnik, ki zelo trpi zaradi te svoje odvisnosti,
je izjavil v intervjuju, ki sem ga brala, da je za zdravljenje nujna totalna askeza, totalen celibat, da more ozdraviti. Potem se lahko vrne nazaj v življenje, kjer pač naj bi imel urejen odnos z eno osebo, ampak če se hoče ozdraviti od tega suženjstva, spolne odvisnosti, v kateri zapravlja enormne vsote denarja in je po tistem potem izpraznjen in nesrečen, torej ta človek je izjavil, potrebna je totalna abstinenca. Ampak seveda pod vodstvom psihoterapevta, psihoterapeutke, ki pa je seveda res, ne, psihološki, torej strokovnjak, lahko pa, takrat, ko še ni bila psihologija na pohodu, lahko to opravi tudi ob duhovniku. Ali to pomeni, da se je potrebno grehu popolnoma odpovedati, nič priprtih vrat puščati, da potem ponovno pridejo skušnjave? Ja. Če zdaj citiram tega gospoda, o katerem sem pač brala intervju, ki ga je dal za revijo Ona, ki jo občasno pač preberem, če tudi se seveda z linijo One v marsičem nikakor ne strinjam, ampak v marsičem pa najdem koristne informacije in življenjske zgodbe in razna navodila in tako dalje. Torej v Oni sem brala ta intervju, ki je bil pretresljiv, spoznala sem stisko človeka in spoznala to resnico, da je za odpoved, za rešitev, ko pride človek do dna, ko je prišel do dna, ko je videl, zdaj pa res nima smisla, ne morem več sam pred sabo se lagati in varati, ker me bo pobralo. Torej, ko je prišel do te stopnje in se je zatekal, mislim, da gospe Sanji Rozman, je torej potem pač ozdravel. In res znotraj tega zdravljenja sem bila presenečena nad tem, da je on videl oziroma sta skupaj ugotovila, da popolna ločitev od slabih navad bo šele potem normalizirala njegovo stanje, da bo lahko prišel enkrat v tisto, kar je pa pravilno in normalno. Tako velja tudi za druge stvari. Seveda jaz tukaj ne dajem nobenih zdaj navodil pa metode, ker ne vem točno, v kateri stopni zdravljenja pride do te popolne abstinence. Ker gotovo ne bo nekdo prvi dan, ko pride, zdaj mogel iti v popolno abstinenco. Bo verjetno nek proces odvajanja, nekega odtajanja, ali kakorkoli bi to imenovali. V nek proces mora iti, ampak v določeni stopni pa mora priti do tega, ko je radikalna ločitev, da potem lahko pride ozdravljenje. To so pač biološki, psihološki zakoni, ki jih znanost, taka in drugačna znanost o človeku, pa v živalih tudi, sej marsikaj imamo skupaj v tem, torej, ki jih znanost odkriva. Je pa potem, ko odkrije to, ko pridejo ven rezultati, ko jaz to berem, recimo v Oni konkretno ali pa v kakem drugem časopisu, se pa nekem trenutku pa spoznam, hej, tudi na tem področju je Sveto pismo tako resnično, do zadnje besede, resnično podaja to, kar je znanost po dolgih stoletjih odkrila. To je bilo v modrosti človeka, ljudi, ki so gledali v Božje obličje, ki so stopili v globok dialog in zvezo z Bogom, jim je bilo dano po tej najbolj neposredni poti od Boga stvarnika do stvari. Človeku, ki ima za svoj cilj, da je poslušen Bogu, je dano to, kar pač drugi po daljši in boleči poti končno tudi spoznajo. Pa če tudi šele na smrtni postelji.
Zanimivo, da bi ljudje bili pripravljeni Bogu v zameno, da nam pusti naš grešni način življenja, ponuditi marsikaj. In mu tudi v resnici ponujamo. Morda zaradi boljšega občutka damo večjo miloščino, ali ob petkih jemo le ribo, morda gremo celo redno v cerkev in se nam zdi, da bo zadostovalo, da se nam ni treba odreči grehu, razvadam, morda celo krivici. Ali Bog sprejema takšna nadomestila oziroma zamenjave, ponudbe? Bog ne more sprejeti takih zamenjav, ker Bog nas ljubi in ve, da nas te stvari uničujejo, pa ne bo Bog svoje stvari, ki jo je s tako ljubeznijo ustvaril, pa odrešil, pa vse naredil, da bi bila srečna, pa ne more potem pustiti jo kar tako, da bo v nekem grehu tam živela, pa životarila, pa se dušila, kot da bi bil človek, ki bi tam pustil nekoga, da se v močvirje pogreza, pa bi mu rekel, dobro, če si pač šel v močvirje, pa si tam, pa se pogrezni, če si pač šel not, ga bo pustil tako not. Torej, Bog ne more tega storiti. Torej, Bog si prizadeva, da človeka iz tega reši. Ga ne nasilno, torej svobodo mu pusti. Pred svobodo je pa zopet nemočen. Se pravi, hote nemočen, ne? Tako je pač Bog, takšen je Bog. Pred svobodo pusti človeka, da se odloča, ga pa na vse načine prepričuje, opominja, svari, pošilja oznanjevalce, to so vse tam od prerokov dalje, Jezusa, svojega sina, kaj je on storil za nas. Torej, Bog si prizadeva, da nas odvrne od greha, ker ne more pustiti, da bi v grehu živeli, in zato so vse te prevare, s katerimi bi ga odkupili, nekaj, česar ne more preprosto sprejeti. Sestra Snežna, sodobna znanost je spoznala tudi, da post pospešuje zdravljenje in zdravje. Ali kaj podobnega omenja tudi Svetopismo? Svetopismo sicer ne govori toliko o telesnem zdravju v zvezi s postom, ker je pač tako modro, da ve, da je telesno zdravje oziroma bolezen kar zelo neposreden sad duševnega zdravja oziroma duhovnega zdravja. Zato ne gre zdraviti najprej telesno zdravje, ne začne ga tam zdraviti, ampak najprej skuša ozdraviti bolno dušo in potem ve, torej svetopisemski pisec pod Božjim navdihom, da bo ozdravilo tudi telo. Čeprav seveda ne moremo tako direktne zveze med boleznijo in pa neko duševno zadevo postaviti, ampak globalno, ne, v tisti res najgloblji biti, je ta povezava. Zaradi tega Svetopismo neposredno o zdravju telesnem ne govori, kot tam, ko govori o postu, ampak res o odpravljanju krivic in krivičnih spon, ki jih nadevamo drug drugemu, in pa seveda, ki si jih nadevamo sebi. In te spone in vezi, verige naše duše so hkrati verige tudi našega telesa, ki zaradi tega ječi, saj ne more telo poskakovati, če pa duša ječi, je prav tako telo zvezano in ohromljeno. Torej, ta globalni pogled na post daje Svetopismo. Ker pa je jasno vidno v vseh teh besedilih, da hkrati Svetopismo govori tudi o telesu. Saj v Izaiji 58 je bila govorica o telesu. Tedaj zacvete tvoje pač, da bo tvoje telo zdravje. Aha, in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo. Ja? V prejšnjem prevodu je bilo tudi malo bolj tudi tvoje telo in tako dalje. Ne? Ampak zdaj jasno je, da Svetopismo vključuje telo, dušo in duha, ker govori o človeku kot kompleksnem bitju iz teh treh elementov in se pač enkrat izraža bolj, da človeka ogovarja kot duha, drugič ga ogovarja kot telo, drugič kot dušo, zmeraj pa
v vsakem od teh izrazov misli na vse tri elemente, v katerih je. Skratka, Sveto pismo torej govori o celotnem zdravju, kompletnem duha, duše in telesa. Na misel mi prihaja stavek, misel iz letošnjega menda prvega pastirskega pisma naših škofov, ki smo ga slišali pred začetkom letošnjega postnega časa. Ni najpomembnejše zdravje telesa, ampak notranje očiščenje. Ja, točno tako je. Res, notranje očiščenje je izvir sreče in miru. In zdaj, če Bog človeku nameni, da bo tudi zdrav, hvala Bogu, naj torej izkoristi leta, ko je zdrav, in naj dela vse, kar je pač možno, da izpolni Božjo voljo, in bo tako najbolj ohranil svoje dušno in telesno zdravje. Če pa je Bog namenil, da je poslanstvo nekoga, da je bolan, in torej ta njegova bolezen ni povezana z neko, torej dušno, duševno ali duhovno, že stvarjo, z neko stranpotjo, temveč je stvar Božje odločitve, da je ta človek, ima poslanstvo, da pač z boleznijo pomaga svojim ljudem okrog sebe, jim pridiga na svoj način in se ga Bog posluži, da rešuje druge in hkrati njega napravlja za čudovit biser, ko to težko poslanstvo izpolnjuje. Če je torej tako neki človek, potem bo ta njegova bolezen sijajno sredstvo za posvečenje. No, torej ta že spozna, da bolezen nikakor ni neko zlo in da zdravje ni najvišja vrednota. Kdor pa ni, kdor pa ni ravno v tem spoznanju še, ampak je na poti do tega, je pa dobro, da si to prikliče v spomin, kaj je naš cilj v življenju in kaj so sredstva za dosego cilja. Po spoznanju svetega Ignacija Lojolskega, ki ga je izrekel v svojih znamenitih duhovnih vajah in v njem izrekel že starodavno modrost, ki so jo že zdavnaj prej pač povedali in cerkveni očetje in na podlagi Svetega pisma še marsikdo, pa tudi zunaj Svetega pisma so torej zrna Božjega razodetja, tako da tudi zunaj Svetega pisma ljudje lahko zelo veliko spoznajo v Bogu in se mu približajo, torej tukaj to tudi ne izključujem vse spoznanje in razodetje na Sveto pismo. Torej, znotraj tega iskanja zdravja ali izogibanja bolezni je torej sveti Ignacij v svojem spreobrnenju spoznal in izrekel to, da je cilj človeka, da poveličuje Boga, ga časti in tako reši svojo dušo. Vse ostalo na tem svetu je pa sredstvo za dosego tega cilja. In je zato popolnoma enako pred Bogom oziroma za človeka dolgo ali kratko življenje, bolezen ali zdravje, bogastvo ali uboštvo, čast ali ponižanje. In če bi se tega zavedali, bi se izognili tolikim stranpotem, ko na primer starši zato, da bi ohranili bolnega otroka, delajo nemogoče stvari, da bi ga ozdravili, ali kot nam literatura in filmi prikazujejo, ko so pripravljeni storiti tudi zločin, da bi prišli do denarja. Tudi nečedne posle, samo da pridejo do nekega denarja, ki se zahteva za zelo, zelo drago zdravljenje, ker na vsak način hočejo rešiti življenje recimo otroka ali pa soproga ali soproge ali kakorkoli že nekoga. Torej, če kdo preko vseh možnih meja gre za iskanje torej zdravja, da bi lahko ohranil življenje nekoga, je to gotovo zelo napačna
pot, kjer lahko stori ogromno narobe, napačnih stvari, kjer se zaplete v veliko težje prestopke, ki mu bojo prinesle veliko več gorja, kot če bi po nekem normalnem zdravljenju, ki pač ne bi prineslo tega učinka ozdravitve, sprejel smrt, ki jo je pač Bog kot stvarnik življenja določil temu in temu človeku iz moje družine, bližine, mu je pač določil toliko let življenja in jo sprejmem. Če torej to sprejmem, najdem mir zase in tudi za tega umrlega, če pa na vso silo hočem doseči zdravje, pa lahko se zapletem sam in druge v mnoge tudi zelo napačne korake in kazniva dejanja, ki mi bojo prinesla veliko hujše zlo, kot bi bila ta smrt. Kaj pa reakcije človekovega fizičnega telesa? Morda kakšna vaša osebna izkušnja s postom? Ja, jaz sem videla, da če sem skušala tako iti v tak strogi post, sem videla, da tretji dan je taka kriza. Da tam tretji dan sem videla, takrat pa sem se morala odločiti, a bom zdaj prenesla to slabost, ki je res prav slabost bila prava, ali pa se bom vrnila recimo v hrano. No, jaz sem se vrnila v hrano, tako lepo počasi nazaj, ampak tisti 3 dnevi posta so mi dali en nov polet gledanja na hrano. No, potem sem pa šla v tisto moje, tudi tak fajn poskus, za katerega sem mislila, da bo bolj dolgo trajal, potem sem ga vseeno po 6 mesecih spet končala in prešla na drugo, namreč na presno hrano. Na to sem si nekako tudi izbrala, potem ko sem dalj časa se poglabljala v literaturo, ki je govorila o zdravju in tako naprej. In tam sem tudi videla, tretji dan pri predavanjih, sem se morala kar za klop prijeti, ko sem stala, ker sem videla, zdaj pa lahko jaz izgubim ravnotežje. No, torej tretji dan je bil spet kritičen, ampak tam sem pa vztrajala, ker tam sem pa jedla, v onem prvem primeru nisem. Zato sem videla, ne morem se igrati, nisem bila navajena, še tako poučena, da bi lahko takrat vztrajala, pa bi zdržala potem recimo 40 dni. Sam veste, tako v skupnosti je to drugače, tam ne morem jaz sama nekaj igrati, eno asketinjo, tam se le prilagodim tako nekje ritmu drugih in ne bi bilo tudi nelepo, da bi jaz tam nekaj se šla. No, s tole presno hrano sem pa imela srečo, da sem kmalu po tistem, ko sem to začela in zanimivo sredi zime, 17. decembra je mene, ali pa 7. zdaj ne vem čisto točno, vem, da je bila neka sedmica not, lahko da je bil 17. december, sem rekla, dobro, zdaj bom pa res šla na presno hrano in sem imela srečo, da sem potem kmalu zatem šla kot voditeljica pač strokovna voditeljica v Izrael in sem tam po enem tednu tega strokovnega vodenja ostala 3 mesece na študiju. Tam sem pa lahko, ker sem bila v svoji režiji oziroma sem bila v skupnosti sester, ki pa seveda, tista sestra, ki je bila tam Američanka, je delala kot finančna asistentka na Betlehemski univerzi, ki je pač za palestinske mlade, da jih s tem ohranijo v domovini, da ne bi jim Palestinci pred izraelskimi invazijami pobegnili v inozemstvo. Pol bi pa res Izraelci lahko kmalu vso deželo prevzeli. Tako so potem tudi ustanovili, torej redovni bratje, tam univerzo za Palestince in na tej je delovala torej ta sestra, s katero sva bivali, in pa še ena sestra z Malte, ki je prav tako bila pa predavateljica na tej univerzi, in ker smo bile dokaj vsaka samostojna, one so imele svoje delo tam, jaz pa svoje, sem hodila na ono francosko dominikansko biblično šolo v Jeruzalem, tisto slavno, častitljivo, res z dolgo tradicijo. Torej tja sem hodila vsak dan z računalnikom na hrbtniku. Vsak dan sem imela nekaj pešpoti, ki je šla malo po hribčkih in dolincah, ker tak je pač Jeruzalem oziroma pot iz Betlehema do tja. Vmes seveda vožnja s tem palestinskim šerutom.
In vsak dan torej to pot, je bilo že tukaj nekaj športa, potem pa ta moja hrana s sadjem, ki sem ga spotoma kupovala pri teh arabskih prodajalcih. Sadja je seveda bilo tam dovolj. Seveda zdaj si ne smemo misliti, da je tam sadje kaj bolj poceni, a ne. Jaz sem za sadje, da sem se kolikor toliko ohranila pri recimo takem stanju, da nisem ves čas mislila na svojo lakoto, sem morala kar nekaj sadja si nakupiti in to ni bilo tako poceni. Manj denarja bi porabila, če bi kupovala kruh, pa kaj takega s kruhom, ker bi se tudi bolj najedla, ne? Ampak ker me je tista literatura prepričala, da tisto, kar misliš, da si se najedel, v resnici sploh ni zdravo in da je to, in da tisto, torej kruh in to dejansko ni prava hrana in tako dalje, sem se torej izogibala temu in s sadjem res se nisem kaj dosti nasitila. No, suhim sadjem z oreščki in s tem sem si malo opomogla, pa z avokadom, ki je pa tam res bil poceni in sem torej se seznanila, ne, kaj ti kakšna stvar da. Torej, sem preživela to, shujšala sem strahovito. Nisem prišla do tiste stopnje, o kateri sem brala, kjer se organizem začne sam obnavljati in dobi neko normalno težo, ne. Jaz sem šla še dol v težje, ne, in tudi v izgledu. Sem postala res kost in koža. No, in ko sem se vrnila domov, so se me res ustrašili. So moji prijatelji in znanci in sestre mislili, da sem bolna, so me svetovali, naj res začnem nazaj, a ne, jesti in res tako so mi svetovali, da ne bi bilo dobro, da prav res zdravnik iz biblične skupine mi je res dobrohotno rekel, da ne podpira tega mojega stila življenja, ker bo organizem začel pač použivati lastne beljakovine in to lahko vodi v smrt in tako naprej. In sem se dala potem prepričati in sem začela počasi nazaj tudi drugo hrano uživati, ampak videla sem takih majhnih telesnih, recimo nevšečnosti, ki so me spremljale. Pač jaz sem drugače načelno kar fajn zdrava, hvala Bogu. Ampak kakšne stvari so se mi pa že kazale, ki bi me lahko pripeljale do kake revme, do kake zoprne telesne bolečine in mogoče tudi vsaj občasne hromosti, recimo, ker sem na tak način pač včasih doživljala svoje ude, da sem res bila že tako rekoč malo revmatična ali kaj jaz vem, ali išijas, ne vem, no, v glavnem pač bolečine take. To pa je zginilo. To je zginilo. In jaz pripisujem temu. Očiščenju s to surovo hrano, kjer se je organizem očistil na vlak te kemično obdelane, toplotno obdelane hrane, ki je za organizem veliko breme. Ampak no, seveda, kot sem rekla, to izkustvo je pokazalo, ogromno sadja bi morali pojesti, da bi nekako mogli delati, da ne bi mislili na to, kako smo lačni, a ne? In pa ves sistem ekonomski bi se moral spremeniti pri nas, seveda ta se pa ne bo, ker od prehranjevanja in potem od zdravil živi ogromno ljudi. In zato to ne bo popularizirano. To so samo posamezni članki. Spet v eni od zadnjih sem brala prav te trditve o testeninski oziroma škrobnati hrani, kako je zlasti recimo za ženske že v mojih letih to škodljiva in tako naprej. In sem rekla, adijo, že vem, ja, ko sem brala podnaslove, to že poznam, ja, torej to je zdaj potrditev tega, kar jaz že od nekdaj sprejemam. Seveda, se pa seveda hranim, no, tako da v skupnosti funkcioniram, da ne kaj preveč izzivam drugih z kakimi revolucionarnimi trditvami, pa tudi tudi jem, sicer pa recimo, kar se tiče kruha, je tam v naši bližini koroška pekarna, torej prodajajo kruh mojih otroških let, rženi kruh, ki ga
imam najrajši in tudi sem prepričana, da verjetno ga pečejo po takem procesu, kjer nikakih preveč škodljivih primesi zraven, da je po teh kmečkih pravilih, čeprav v celoti gotovo ne, ker za proizvodnjo pač ni mogoče takega dolgega procesa, ampak dobro, to odpustimo. Torej, največ res si hodim kupovati tisti kruh in tako potem razne take kompromise potem naredim. Ampak vendarle, sestra, ob vaši poti v Izrael ste spoznali še eno zanimivo stvar, da če tudi si v skupnosti, v samostanu, se da kaj obvoziti kdaj. Ja. Seveda, tam je bila ena sestra, je bila našega reda, ena je bila pa neka druga, ki je pri nas ni in nismo bile torej tako odvisne, da bi zdaj tam neko skupnost tvorile in bi morale po nekem določenem skupnem dnevnem redu živeti, ker smo imeli čisto samostojne dnevne rede. Dejansko smo bile odsotne vsaka cele dneve na svojem koncu. Oni dve tam v Betlehemski univerzi, jaz pa tam na Dominikanski. No, prav na to, kar ste nam sedaj povedali, morda naslednje vprašanje. Dan za dnem nas namreč zaposlujejo zelo različne obveznosti, bodisi do družine, otrok, službe, okolja, kjer živimo. Kakšne oblike posta naj bi izbirali glede na svoje stanje, da bi kar najbolj koristil celemu našemu telesu, fizičnemu, duševnemu, duhovnemu? Ja, gotovo je post v hrani pomemben. Ne moremo ga kar preiti pa reči, ja, zdaj bomo pa zaradi takih obveznosti, bomo pa dali pozornost na te obveznosti, pa bomo njih lepo vršili, pa bo to naš post. A ne, ker tako tudi ne gre. Kje pa imaš garancijo, da boš tako lepo vršil svoje dolžnosti, če boš ves prenajeden od tiste objevne hrane, zaspan, ker pač deluje tako, a ne, tam so kemične reakcije, CO2 te potem ne vem kje vse po organizmu recimo tako ovira, da celice ne morejo delovati, torej ne moreš lagati, zdaj bom jaz lepo delal pa dober, če mi pa na primer prav neka kemična sestavina, ki sem si jo v organizem priklicala ali priklical z preveč jedenja, ali v Svetem pismu piše žretja. Torej, če se v hrani ne znam odpovedati in ne vem, kako se najedam, pol itak ne bom razpoložen za karkoli dobrega, bom slabe volje, kaj šele, če se predajam pijači. Pol pa itak pride maček, a ne, in streznitev in slaba volja in potem ta strahovita odvisnost po nadaljnjem jemanju alkohola, ki me pelje samo v res to uničenje. Res, to je silno, ne, težko. Torej, neko telesno askezo je potrebno imeti in tako jo treba vzgajati že otroke, na to, da bojo spoštovali hrano, da bodo jedli to, kar starši, ki pa se morajo poučiti, morajo biti pa modri, ne, da bojo pravo hrano otrokom dajali, da jih bojo prav vzgajali. Torej, seveda, mora biti to čim več te kot zelenjave in sadja, kar je pa res v vsakem receptu ali kjerkoli je kaj o hrani napisano, je v tem, tako da tukaj mi ni treba kaj dodajati. To je itak zakon številka 1, kar se tiče hrane. Torej, to morajo starši tudi pri otrocih, seveda jih navajati na to. In sploh spoštovanje hrane, toliko kot potrebujem, raje manj kot več. In to je spet povezano s to starodavno askezo, da se moraš v hrani premagovati, da ne smeš se glih do sitega najesti. In dejstvo je, da sitost začutiš šele, meni se zdi, 20 minut po obroku. In zdaj, če si res upošteval to, da ne ješ dokler moreš, potem boš res, a ne, in nehaš prej, potem bo tvoj organizem dobil to, kar je potrebno in ne boš čutil nobenih težav zaradi preveč hrane. Če pa misliš, da moraš, a ne, do konca se najesti do skrajnosti, potem bo pa huda reakcija, ne, ko boš čez 20 minut začutil sitost, bo tista sitost pa res strahovita slabost. Torej, vzgoja za pravi odnos do hrane,
prav z mislijo tudi na to, da istočasno, ko imamo mi odprte hladilnike in si lahko poiščeš kadarkoli hrano, če že nekako ne moremo priti skupaj do nekega skupnega obroka, da v istem času jih umira na tisoče. Saj take podatke sem si jaz večkrat kje izpisala, tako da imam kje shranjene. To so strahovite številke, na tisoče recimo v sekundi umre jih na svetu, med njimi seveda vsaj 40% otrok. Če to imamo pred očmi, potem bo naš odnos do hrane zelo spremenjen, zelo drugačen. Torej vzgoja za spoštovanje vzgoja za spoštovanje in seveda v solidarnosti s svetovnim stanjem, kjer smo pač samo mi, Evropa, Amerika, pa še tam Avstralija, pa morda še kakšen zmaj tam, azijski. Mi smo privilegirani, ki imamo. Ostalo človeštvo je podhranjeno in celotna struktura svetovnega gospodarstva budno pazi, oziroma voditelji tega našega razvitega sveta budno pazijo, da ne bi ta podhranjena večina sveta prišla do istih virov energije oziroma vseh sredstev kot mi, ker bi v 2 ali 3 tednih zemljo ogolili. Če bi z enakim tempom izkoriščali zemljo kot mi, zahodnjaki in severnjaki, se pravi, ker živimo v krivični strukturi svetovni, se pravi v grešnih strukturah živimo. Mi, na severni polobli in pač tisti, na južni, ki so pač tako privilegirani, mi smo deležni sadov trpljenja in pomankanja drugih, ki so brez svoje krivde podhranjeni. Torej, mi moramo zato, ker smo uživalci tega pač nam ugodne strani teh grešnih struktur, bomo morali za to dajati odgovor. Bomo morali za to, kar delamo, in to s tem, da imamo take možnosti preživetja, tak standard, tako udobnost, bomo morali zaradi tega toliko več storiti dobrega in si prizadevati za odpravljanje teh razlik po svojih močeh, po pridnosti, marljivosti, najti možnosti vplivanja na to in tudi svoje lastno ravnanje z manj trošenja energije in hrane in tekstila in vseh drugih stvari, kar vse ruši svetovno ravnotežje. Vsaka, torej tudi skodelica kave lahko ruši ravnotežje v deželi, kjer kavo pridelujejo, pa morajo zaradi tega pridelovanja nekaj svojega, kar rabijo za preživetje, zmanjšati, da pridelujejo torej ta artikel, ki ga izvažajo, da lahko država dobi ta denar, ki ga potem ne razdeli med ljudi, ampak ga uporablja lahko za orožje, lahko za podkupovanje in ščitenje svojih zločincev in tako dalje. Skratka, grešne strukture še in še. Moja skodelica kave je Bog veš čim plačana. Ali nova majica v moji garderobi, ki je ne potrebujem, ali nove kavbojke, ki jih naš človek kar kupuje, so torej bile nekje pridelane, nekje je moral rasti bombaž za to, nekje je morala rasti kava, in tisti bombaž in tista kava in kar pač pri nas uživamo, je preprečilo, da bi lahko tam pridelali nekaj, s čimer bi nasitili otroke, neko preprosto živilo. Tako da to, kar imamo mi, ni kar tako zastonj. To je vse strahovito povezano. Sicer pa tudi glede posta, glede na naše obremenitve vsakodnevne, so nam potrebne razumne odločitve, kaj ne? Ja, torej razumne odločitve, ki pomenijo razumne tako na askezo, kot na tisto, kar je preveč. Ker tako prehuda askeza bi recimo nas lahko ovirala pa motila, če bi nam postala pa askeza neki bog, okrog katerega bi se vrteli, pa se potem ponašali, tako kot tile, ki se postijo, pa se ponašajo, ali pa si od tega misliš, da si nekaj več. Torej, po eni strani to, po drugi strani pa seveda, spet kot sem rekla, preveč hrane,
in pijače še toliko bolj, alkoholne mislim, pa tudi vseh teh sladkih sokov, prav tako, ker sladkor spada v bistvu v tem prehrambenem področju, ima iste učinke kot alkohol. No, v takem velikem uživanju, ne. Čeprav morda ne tako močne, ne, ampak sodi v tisto raven. Se pravi, prav zaradi preobremenitev, ki jih imamo zaradi dela, je potrebno, da jemo manj, da bomo lahko funkcionirali. Torej, razumna odločitev je manj, kot pa več. Ne kot mislimo še po naši logiki, ne, da boš zdrav. Obratno. Citiram tukaj škofa Smeja, ki je pač, ko smo mu nekje ponudili nekaj, je tisto odklonil in je rekel zelo zanimivo besedo: najbolj zdravo je tisto, česar ne poješ. In jaz se pod to podpišem. Seveda, ne, s tem, da pač tudi moramo jesti, čeprav so seveda prišli določeni ljudje, ki so šli v askezi, pač v tejle zdravi prehrani, do kraja so prišli do neverjetnih zmožnosti telesa, kjer so se lahko pa res brez hrane oziroma samo s snegom za dalj časa preživljali in opravljali take planinske poti, da je nekaj neverjetnega. No, v zvezi s tem bi še to omenila. Po tistem, ko sem prišla iz Izraela suha, tako da so se me ustrašili in me takoj nagovarjali za to, naj se vrnem v hrano, kar sem potem tako počasi polagoma tudi storila. Takrat sem jaz po naših planinah lepih, tam triglavskih poteh, tam gor, ne ravno, nismo imeli časa iti ravno na vrh Triglava, ampak gor po pobočjih. Takrat sem pa jaz po teh triglavskih vzpetinah letela kot tam tiste koze, ki so se tam pasle. Drugače sem zmeraj, ko smo izza kakega ovinka prišli, kadar smo šli spet recimo na Triglav ali pa kam drugam, ko smo izza kakega ovinka prišli, ko sem videla, da je zdaj še pa kar strm vzpon pred mano, me je kar stisnilo pri srcu, a to je še treba, to pot je še treba priti. Ko smo zdaj prišli izza kakega ovinka in ko je bilo tako visoko pobočje, jaz sem čutila veselje, super, tukaj gor še gremo. Moje telo je bilo res lahko, saj je bilo res dobesedno, je bilo lahko, ne, ni bilo. Ampak tudi prej nisem imela kake posebne teže. Ampak razlika, ne, v organizmu, kako funkcionira, je bila pa očitna. No, tukaj vidim zanimivo vzporednico s tem, kar je mati Tereza iz Kalkute svetovala svojim sestram. Verjetno vi boljše poznate, ko so se vračale z ulice, utrujene od dela, z reveži. Takrat je rekla, ne, sedaj pa ne 1 uro pred Najsvetejšim, ampak 3 ure, denimo. Ja, razumem. Ja, da... Ne počivati, ampak pridobivati, se pravi, duhovne moči, da bomo tudi fizično močnejši. Kaj pa post v zgodovini Cerkve, v cerkveni tradiciji? In kaj Cerkev od nas pričakuje danes? Torej, v cerkveni tradiciji je post imel pomembno vlogo. To vemo iz življenjepisov svetnikov in raznih drugih dokumentov. Imel je pomembno vlogo, recimo, če vzamemo zdaj še tam te puščavske očete in matere, tam je bil post seveda zelo močan in poglejmo, kakšno starost so doživljali, kakšne izreke so izrekli, da jih še danes beremo, prebiramo. Tako da ta tradicija posta tam je bila močna. Potem, ko se je začelo, na primer, meništvo in redovništvo, je seveda post bil eden od glavnih elementov tam tega življenja. In pa tudi duhovniki, redovniki in so pa tudi vernikom seveda priporočali post in tako, da so se verniki seveda postili in je bilo več postnih dni. Ogromno postnih dni je bilo pravzaprav. Če pomislim, če vzamem te spisa naše ustanoviteljice, svete Angele Merici, ona se je postila zelo, zelo strogo. Ampak svojim hčerkam, to smo mi, Uršulinke, je pa predpisovala, da naj res bo v sporazumu s predstojnico, z duhovnim voditeljem, da ne bi bilo kakšno nespametno postenje, ki bi bilo lahko
zaradi napačnih razlogov, ne več iz ljubezni do Boga, ampak zaradi moje svetosti in popolnosti, na katero se ponašam in tako dalje. Torej je tukaj vse v pokorščini ukazala. Vidimo pa iz tistih spisov njenih, da je bilo veliko postov, da so bili celi tisti postni časi, ne samo naš postni čas, temveč da je bil tudi od povišanja Svetega križa se je že začel, to 14. septembra se je že začel postni čas, ki je trajal tja do Božiča, potem tam malo tisti čas, ne, med Božičem pa med predpostnimi nedeljami je bil malo bolj praznovanje, ker to je bil ta hudi zimski čas, ko je človek potreboval res nekaj hrane od zunaj, da je lahko se pridobil to toploto in energijo. Skratka, post je bil pomemben v zgodovini Cerkve, seveda. Dogajalo se je zmeraj to, o čemer govori to naše mesto. V 58. poglavju preroka Izaija je bil tudi sredstvo odkupljanja pred Bogom, česar pa Bog seveda ni sprejemal. Tako da kdor je mislil na tak način se torej osvoboditi kakšnih svojih krivičnih dejanj, jih pač tega Bog ni sprejel. Torej to je itak jasno, ni nobene protekcije bilo. Torej post je bil v zgodovini Cerkve zelo visokočislen, ker pa se je tako pred nedavnim recimo znanost tako strašansko začela truditi za to, kako moramo jesti, pa kakšne vse sestavine morajo biti v hrani, je tudi Cerkev začela tako iti malo naproti tem zahtevam, pa težnjam, pa raznim takim težavam in je precej popustila v postu. Tako da ta današnji post je tak, recimo, če rečemo, da je na pepelnico pa na velik petek edina 2 dneva v leto strogi post, kjer naj bi se, torej da se vzdržimo mesnih jedi, to itak. Ampak strogi post v tem smislu, da se samo enkrat na dan do sitega najemo. Če bi bila jaz misionarka v neki revni deželi, jaz se ne bi upala tega prebrati, ker bi ljudje tam rekli, kaj, a to je post, da se enkrat na dan lahko naješ, to je za nas praznik, da se enkrat na dan lahko najemo, kje je to? Torej tam je treba postno postavo čist drugače oblikovati in sem prepričana, da škofje teh dežel postno postavo oblikujejo z drugačnim izrazoslovjem oziroma da jo drugače prevedejo, kot pa je pri nas, ker kaj ne, to, kar je za nas post, je zanje praznik, čudovit hrane, no. In to, torej tukaj je Cerkev šla recimo tako naproti, marsikaj popustila. Ironija je pa v tem, da druge ustanove, ki se ukvarjajo z človekovim zdravjem, pa razne te alternativne skupine, pa vzhodna verstva, so pa ta pripeljala v našo družbo post. Tako da v Cerkvi je zdaj blagi post, recimo, kot ukazan v tehle drugih, recimo raznih skupinah ali kakršnih kolih teh verstvih ali drugih recimo skupinah iz raznih razlogov, tam pa je post veliko strožji. Potem pa še imamo zraven še polno tehle raznih ponudb za hujšanje, tisto je pa bolj taka moda, pa prizadevanje brez težav doseči vitko linijo in take stvari. To pa v Cerkvi ne igra kakšne pomembne vloge. Ja. Kristjan naj bi se v petkih tudi čez leto odpovedal mesu. Ja. Sicer pa lahko je meso in mislim, nadomesti z dobrim delom. Ja. Nadomesti z dobrim delom, kaj ne? Ja, no, to je tako minimalna odpoved meso tisti petek, da bi jaz, ki pač imam prijateljice po svetu, ki so vegetarijanke oziroma veganke, kar je prava askeza, bi rekla puščavniška askeza se po tistem ravnati, če so dosledni. Torej, te prijateljice meni pošiljajo razne maile, sporočila, kjer se zve o mučenju živali, ki so vzrejene za kol ali pa tudi za pridobivanje mleka. Kaj šele za krzno, tam pa je grozljivka, tisto pa ni podobno
nobeni človeški logiki, kaj se za pridobivanje krzna dogaja v farmah, kjer imajo divje zveri, ki imajo to smolo, da pač imajo lepo krzno, kjer jih gojijo in ubijajo grozljivo. Torej pa tudi te, ki jih gojijo za kol, za meso ali pa za mleko in to, veliko mučenja živali je povezano s tem pohlepom po meso, kjer naj bi torej vsak dan bilo meso, kar je čisti nonsens, popolnoma napačno, biološko, medicinsko dokazano, da je to sploh nezdravo. Do nedavno še, ko sem jaz še hodila v osnovno šolo, smo morali tam v šoli povedati, kolikokrat na teden jemo meso, ker so pač morali delati statistiko, da so videli, na kakem visokem rangu je naša država po svojem torej, standardu, ker je pač veljalo, tam, kjer so lahko jedli več mesa, je višji standard, kjer pa ne, je pa nižji. Danes se po vseh teh medicinskih ugotovitvah in seveda zahvaljujoč gonji vegetarijancev ta stvar kar obrnila, pa prišla na bolj resnične podatke. Sploh je samo v petkih se odpovedati meso zelo tak velik luksus. Samo enkrat na teden pa še tisto tam med letom nadomestiti. Ne vem, če nadomestijo tisti, ko jedo meso, če nadomestijo s kakim dobrim delom. Se sprašujem, če se na to sploh spomnijo. Veselo jedo meso, okusno itak nič, če ni pripravljeno res z vsaj 13 začimbami, kar jaz naredim, če sem na vrsti za kuhanje in kuham, si najprej začimbe z vseh strani prinesem, potem pa se pogovarjamo o tistem mesu, ki ga pripravim. No, pa zelenjavo zraven in vse, torej na tak način se mi potem zdi, ampak to potem pomeni, da ni veliko mesa, če je tudi zelenjava zraven. Torej, tisto meso je res neka pravljica, ki je na srečo, ki so jo vegetarijanci, s katerimi se v vseh ozirih seveda ne strinjam, ker imajo drugačno torej filozofijo o tem, kaj so živali in jih že izenačujejo z ljudmi. To pa po Svetem pismu in pa po filozofiji in po vsem, kar pač o živalih vemo, rečem, da seveda niso enake. To pa ne pomeni, da jih lahko mučimo, niti govora. Jaz zdaj recimo to povem, da če zdaj, ko je tako toplo, ta zima pa to, ko je recimo topla, pa da najdem kakšno mušico, ki je pri sebi. Jaz jo ne grem ubiti. Jaz rečem, bova živele skupaj, daj živi, ne bom te ubila. Torej, se tudi jaz tako usmilim živali in sem strahovito res proti mučenju. Torej, če imam živali ne na isti ravni kot ljudi, še ne pomeni, da potem pa lahko živalmi ravnamo grdo, ker imajo pa ogromno čutenja zelo podobnega kot mi. So torej živa bitja in zato je z njimi treba ravnati zelo sočutno, zelo ljubeče. Res ljubeče. Sestra Snežna, ali post pomeni tudi solidarnost? Prejle ste omenili, da nimo tretji svet z ljudmi v pomankanju. Pa še kako, saj s postom bi lahko rešili tretji svet, seveda. S postom, tako, da bi našo objevno hrano pošiljali v tretji svet, ne pa da bi jo uničevali, kot lastniki velikih farm, kjer ne vejo zdaj, kam naj z vsem tem mlekom pa z mlečnimi izdelki, ki jih je preprosto preveč, a la Francija, dobivajo kmetje subvencije za to, da ne bi pridelovali toliko pridelkov ali pa recimo teh živalskih izdelkov. Dobivajo subvencije za to, da ne bi tega pridelovali. Namesto da bi, torej, če imajo ta blagoslov zemlje, take rodovitne pokrajine, naj pridelujejo, pa naj bi to pošiljali potem v tretji svet. Seveda, ti lastniki bogati, ki imajo te velikanske družbe, trgovske, svetovne, jasno vedo, da na tak način pač ne bojo zaslužili, Jasno, da ne, z orožjem se veliko več zasluži, zato pa dajmo vojne, podžigati. Drugače bo nastal velik problem brezposelnosti in bo ta naša Amerika in vsa ta Evropa, ki izdeluje orožje za bitke tam v tretjem svetu, bo pač doživela sama svoj
res konec, ko ne bo več posla. Torej, bolj se splača orožje izdelovati, kot pa recimo hrano, ki bi jo ti reveži ne mogli tako drago plačati, kot plačajo poveljniki teh držav orožje. Tako da je res, kot pravim, grešne strukture preprečujejo, da bi mogli ljudje dobre volje, ki želijo pomagati revnim in ki so sočutni, ne morejo torej pomagati tako, ampak na srečo obstajajo pa te ustanove, ki so pa prišle iz ljudi, iz tega dobrohotnega namena, iz tega cilja pomagati. Torej, na srečo, koliko so kakšne te nemške organizacije, Misereor, pa te še druga imena, nabirajo denarja in ga pošiljajo potem direktno tistim, ki so pol prejemniki, naš Caritas in vse to in drugod po svetu. Na srečo, da obstajajo še vedno kanali, ki si jih pa sami ljudje dobrega srca, odprtih rok najdemo, da lahko pomagamo tretjemu svetu, če so naši voditelji, predsedniki zvezani tudi z našimi zahtevami po udobju. Ker naše zahteve po udobju onemogočajo nekomu, ki bi v politiki želel izvesti bolj varčni sistem preživljanja, uporabe energije in sredstev, pa naša udobnost prepreči, da bi takega človeka volili na volitvah, pa ne pride do položaja, kjer bi lahko nekaj uvedel. Tako da hkrati recimo marsikdo tako s svojim udobjem, ko ne da glas nekomu, ki bi bolj zategnil pas, mu onemogoči neko globalno, daljnoročno spremembo, pa morda se s tem, da se odpove kakemu udobju, pa da denar na neki način odkupi. Ampak na neki način se moramo odkupiti. Ja. Kaj pa posredovanje za druge? Ali moramo svojim postenjem tudi posredovati za druge? Ja, to pa je ta skrivnostna božja povezava, ko Bog skrivnostno nas je torej povezal, da dobro enega vpliva na dobro vsega in slabo enega znižuje nivo vsega. To je pa tudi tisti stari rek že v teologiji, v duhovnosti, duša, ki se dviga, dviga svet. No, torej, po božjih skrivnostnih poteh smo torej tako povezani, da če se nekdo posti, da s tem izproša milost za tiste, ki se v neki napaki nikakor ne morejo osvoboditi in jih ta napaka njih veže, druge veže, uničuje življenja. Pa moj post, tisti vsestranski, tukaj mislim vključno s telesnim, pa tja do duhovnega, kjer še kako razbijam svoje lastne grešne spone. Torej, ves ta post potem pomaga, da tudi nekdo drugi, ki še ne more, dobi tisto moč, s katero pa naredi prvi korak, opotekajoč korak iz greha, pol drugi bo že lažji, tretji še lažji, morda bo spet padel, ampak se ne bo želel tam ustaviti, se bo dvignil, to se pravi pomagam človeku, ki ne more iz greha, pa ga moja ljubezen do Boga in do sočloveka vleče ven. Pomeni, za post je bistven pravi namen in tudi, da se postimo z ljubeznijo. Kaj to pomeni, da se postimo z ljubeznijo? Mi opravljamo, denimo, molitve, molimo, opravljamo post in tako naprej. Pa velikokrat morda to počnemo brez ljubezni in ne vem, ali ima to vrednost pred Bogom. Res tole ne bi vedela, koliko pred Bogom pomeni, vse je odvisno res od mere ljubezni. Bog presodi, koliko je ljubezni v tem. Če ni ljubezni, potem Pavel pravi, mi nič ne koristi, lahko razdam se svoje premoženje, svoje telo, da zgorim in tako dalje, pa če nimam ljubezni, mi nič ne koristim. Ampak Bog ve, kakšne, kako in kaj smo, tako da seveda, če je očitno slab namen s tem mojim postom, da hočem sebe uveljaviti,
pa res biti jaz večja kot drugi, kar se je tudi dogajalo v takih skupnostih, kjer je post, askeza imela veliko vrednost. Zato se spomnim, kako nas je poučeval duhovnik v duhovnih vajah, da v kakih takih puščavskih naseljih pa to, kako so si med sabo ti puščavniki tekmovali, komu se bolj rebra vidijo, da je torej to znamenje velikega svetnika, ki se posti, in so si šteli tista rebra, ki se jim vidijo. Torej to vsekakor, verjetno, da se je tudi Bog jim smejal, ampak mogoče, da je vsaj majčken procent jim štel dobro, vsaj nekaj dobrega je Bog videl. Mi ne vemo, koliko ljubezni dejansko je v čem, ampak Božja beseda je jasna. Pavlova, lahko razdam se svoje premoženje ubogim, lahko dam svoje telo, da ga sežgem, če nimam ljubezni, mi nič ne koristi. Tako verjetno Bog tudi kaj dobrega upošteva tistim, ki se postijo, denimo, ki imajo ali pa mislijo, da imajo preveč kilogramov, pa se držijo posta, da sta dve koristi istočasno. Ja. Seveda, prej sem rekla, da tisto, ko so tam razne shujševalne kure, pa tisto, da to seveda ni v cerkvi zdaj tam kakšen namen, za katerega bi si prizadevali, ampak seveda priznavam, kdor ima res tako težo velikansko, je prav, da se posti, ker je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ker to ni zdravo. Prvič, tako, ko sem začela spoznavati to, je bil sploh en tak članek, ki je nosil naslov Post namesto skalpela. Torej, en tak članek mi je nekdo poslal, tako prijateljsko, ker je pač o tem pisal, mi je poslal, in sem bila kar presenečena. Torej, post ima tak učinek, da lahko prepreči operacijo. In potem, ko sem spet kak članek dobila, tako po prijateljski liniji, pol nazadnje pa tudi tisto literaturo, ki mi je navedla do takega, torej do presne hrane, tudi tisto sem dobila po prijateljski poti strani študentov. Torej, jaz sem zelo za to, da če se je kdo preveč hranil, da se mora iz ljubezni do sebe, do tistih, s katerimi živi, za katere skrbi, ki ga imajo radi, pa tudi iz ljubezni do Boga, ki ga je končno ustvaril, se je dolžan postiti, da bo shujšal, da bo ozdravel. Mislim, da bo dosegel tisto pravo zdravje, tako da v tem smislu je hujšanje, post zaradi hujšanja dobro delo, je krepost, je dolžnost. Čeprav imajo mnogi s preveč kilogrami zelo hude težave, kar se tiče postenja. Imajo takšne gene, da so bolj... Ja, bi rekla, ja. Da je zelo težko shujšati. No, jaz sama recimo lahko rečem, da tisto uživanje, kot sem ga jaz imela, presne hrane, tisto je učinkovito. Tisto je najbolj zdravo, ker to je za organizem, dobi torej to, kar organizem potrebuje. Organizem potrebuje glukozo in fruktozo, ki sta v grozdju, to je grozdni sladkor, sadni sladkor. V ta sladkor mora organizem prevesti, pretvoriti vso ostalo hrano. Torej, cilj organizma je, da dobi fruktozo in glukozo, pa morda še kakšne stvari, zdaj se jaz opravičujem, če posluša kakšen zdravnik pa biolog, ki seveda ima znanje in bo vedel, kaj vse še potrebujemo. Seveda so tam encime, seveda, to vem, brez tega se ne da. Vitamine se da potem nekako sintetično prigoljufati, ampak tisto ne velja, so kar lepo v svežih stvarih, s surovem, torej hrani in tako dalje. Torej, tako, laično, tukaj govorim kot laik. Torej, laično rečeno, organizem mora vso hrano pretvoriti v to fruktozo in glukozo. In jasno, zato, da bo
neki škrob, pa neko meso, pa neko maščobo, ampak najbolj škrob, tisti je prvi na udaru, tisti ima najtežji, najbolj kompliciran postopek. Škrob, da lahko predela škrob v ta sladkor. To so strahoviti telesni kemijski procesi, ki puščajo v organizmu veliko škodljivih odpadkov. Ti procesi organizem utrujajo, ga poškodujejo. Organizem je zaradi te predelave kot en velik trpin, ki mora nositi nekje nekam daleč, ne vem kako kamenje, komu ne je bilo treba. Medtem za beljakovine pa je že manj težav predelati. Maščobe niti niso tako nekaj strašnega, tak bav, kot slišimo. Se kar nekako hitro v neke kristalčke spremenijo po ne tako strašno težkih zapletih, kolikor je tisto pač res, tako sem brala. In jaz sem to vzela tako na znanje, ker tisti pisec, ki je to pisal, se je hudo zanimal za te zadeve in bil z zdravniki v velikem prijateljskem stiku. No, midva slednji ne bova imela verjetno težav, ne? Ja, in torej za predelavo sadja in zelenjave, najprej na prvem mestu sadja, organizem porabi samo 10% energije, za zelenjavo pa je 20 ali 30% energije. Ne vprašajte pa, koliko za vse te škrobnate in tiste beljakovinske jedi. Se pravi, da organizem z največjo lahkoto sprejme, vsrka, predela, razpošlje v vse celice, ki potrebujejo to, kar dobi s sadjem in zelenjavo. Surovima, ker čim je kuhano, je že šlo v franže 90% in potem lovimo tistih mogoče nekih par procentov še zdravega. Tako da to je to dejstvo, ne tako laično povedano, ampak mene nekje vodi, jaz se potem ravnam, skušam se nasititi zelenjavo, surovo zelenjavo in sadjem, da bi mi bilo potem potrebno čim manj onih dodatkov, ki veljajo kao glavna hrana. Še v klasični kuhinji glavna hrana za mene so tisto, kar pač čutim, da naj bi pojedla zraven one meni primarne. Zato so moji krožniki najprej najbolj obloženi s solato, potem pa zraven malo še onega drugega stlačim. Ja. Post pa je verjetno tudi del pokore, ki bi jo naj kristjan opravljal, pa ne le kristjan, si mislim. Za rešitev današnjega sveta sta nam spreobrnjenje in pokora več kot potrebni. Jezusova svarila o tem so jasno zapisana že za njegov čas v Lukovem evangeliju, 10. in 13. poglavju, ki govorita o spreobrnjenju, spokorjenju ali pogubljenju. Ja. Bomo pogledali Luka 13. poglavje, pa kaj preberemo iz tega. Ja, da si spet vzamem. Spreobrnenje ali pogubljenje, ja, seveda. Ali to pomeni, da je post potreben vsakomur, da se lahko reši? Točno tako je, ja. Vsi smo pred Bogom bitja, človeška, ki smo ustvarjena po določenem Božjem načrtu. Bog je pač nas ustvaril tako, da lahko živimo, preživimo, samo če se po tistem, kar je kot stvarnik položil v nas, ravnamo. In če kdo misli, ker ni veren, da pa lahko zaradi tega krši Božje zapovedi, ne bo daleč prišel. Najprej bo sam recimo okrog sebe širil samo nezadovoljstvo, sovraštvo in reakcije. Če bo v tem še bolj zakrknen, ga bo pa kmalu pobrala roka pravice, bo pa šel pred sodišče in zapor šel. Saj ne kradi. Je tudi menda v državnem kodeksu, ne ubijaj tudi, ne laži oziroma pričaj po krivem tudi. Prešuštvo je danes hudo popularno, tako da zaradi tistega ne bo ravno šel v zapor, ampak žali Bog, tudi to se bo verjetno spremenilo, tudi to sem v Oni brala, kako je krivičen zakon, po katerem lahko nekdo,
konkretno nažalost moški, dosežejo ločitev zakona, pač zato, ker se jim res ne da skrbeti za otroka ali podobno in proti ženini volji, ali obratno, tudi žena lahko to stori, tudi take primere poznam, proti volji soproga lahko sodišče izpelje ločitev, ker se pač nekomu res ne da in nima nobenih kazni zaradi tega. Pa je velika strokovnjakinja, s katero je bil zopet intervju v Oni, pravnica, to strahovito napačno ravnanje postavlja res v grozljivo luč, pač v realno luč, ki je grozljiva. Torej, tudi za prešuštvo bo morda kdaj kazen, kot je bila včasih kamenjanje, ne, v Izraelu sem, ne vem, koliko so jo izvajali. Verjetno je res niso, ker tisti, ki bi to izvajali, so sami najbrž bili v tem smislu grešniki, vsaj tam pri Jezusu in tisti ženi, ki so jo našli v prešuštvo. Torej, zapovedi sploh niso samo za vernike, so za vse ljudi. Prve tri, ki jih pa neverniki recimo odklanjajo, pa češ, da se ravnajo samo od one četrte naprej, ki se res nanaša na stvari, ki so tudi kazensko ovrednotene in potem kaznive. Če jih kršimo, te prve tri, ki jih pa neverniki odklanjajo, češ, da se njih ne tičejo, to so pa tiste, o katerih sva prej govorila, ne moreš te zahtevne askeze, ki je v izpolnjevanju zapovedi, ker se pač zapovedi protivijo temu našemu najbolj temu čutnemu čutenju. Torej ne moreš tega kar dokaj težkega bremena oziroma zahteve vršiti, če nisi v odnosu. Če ne veruješ, da je to dobro zate namenjeno, torej da je Bog, ki je dal iz ljubezni do nas te zapovedi in jih zdaj vršimo, čeprav zapovedi vršiti ni, torej ker lahko, namenjena so vsem. Zato je toliko prestopkov, zato v vsakem časopisu najdemo spet, zdaj je taka oseba, ki je bila na taki funkciji, pa pripeljana pred sodišče, pa se je tista sijajna njena kariera in vsa čast, ki jo je. Hvala. No, ko govoriva o tej drži, o odnosu do vsega tega v postnem času, odnosu kristjana, mislim tudi na Jezusove besede v 6. poglavju Matejevega evangelija, ko pravi, da kadar se postiš, tega ne pokaži drugim. Pomazili svojo glavo in umij obraz, da svoj post pokažeš le svojemu očetu, ki je na skrivnem. Ja, to pa je bilo naperjeno proti tistim, ki so pač želeli s postom doseči večji ugled pri ljudeh. Torej, to je bilo naperjeno proti konkretnim ljudem, ker je bila pač družba, ki je cenila post, askezo, znanje svetopisemsko in so si s tem tisti, ki so torej pismouki, farizeji, ki so sicer delali veliko na tem, da bi ljudje spoznavali svetopismo, da bi prav živeli, ampak Jezus je njihove napake grajal, ker v vsaki dobri stvari se zgodijo tudi slabe stvari, pa narediš slab namen. In Jezus je to grajal, ta njihov slab namen, da bi za askezo, ki je nekaj dobrega, s postom, ki je nekaj dobrega, hoteli se pred ljudmi uveljaviti kot največji asketi, vredni vsega spoštovanja in s tem dobiti tudi večjo materialno potem njihovo podporo. Tako da to je grajal. Sestra Snežna Večko, najlepša hvala za vaše odgovore, za vaš današnji obisk v našem studiu televizije Exodus. Spoštovani gledalci, če še oklevate, ali se pustiti ali ne, vam predlagamo, da sprejmete post v mejah razumnih odločitev, kot nam je svetovala naša gostja. Post je torej nekaj zelo pozitivnega in zelo zdravega. Odpoved hrani in pijači zmeraj razumimo v kontekstu ljubezni, dobrote, pravičnosti. Ali če hočete, kot je poudaril veliki sveti Avguštin, ljubi in delaj, kar hočeš. Hvala, ker ste bili z nami.